V občini Laško so postavili tretji učni čebeljak. V celjskem mestnem središču prvič letos izpeljali podeželje v mestu. Na celjski mestni tržnici 5. knežja tržnica piva. Atleti in atletinje kladivarja na državnem prvenstvu v Kranju osvojili 12 zlatih odličij. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. Na travniku ob osnovni šoli Antona Aškarca v Rimskih Toplicah so namenu predali učni čebeljak. Čebelarsko društvo Laško je potrebna sredstva pridobilo na razpisu Prva čebela, ki sta ga pripravila Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije. Prvi učni čebeljak so pri osnovni šoli Rimske Toplice postavili že leta 1907, tako da s postavitvijo novega čebeljaka nadaljujejo več kot 100-letno tradicijo. Res pa je, da v zadnjih 10 letih svojega čebeljaka nismo imeli, ker smo ga mogli prestaviti stran od šole zaradi vse zakonodaje, ampak naši učenci so bili pod mentorstvom gospoda Krivca, ki je čebelar v Laškem, zelo uspešni tudi na državnih tekmovanjih z veliko priznanji in prav tako tudi v letošnjem šolskem letu, ko so otroci videli čebeljak, so se vpisali v obvezni izbirni predmet čebelarstvo, kar 10 učencev, tako da imamo v naslednjem letu v 9. razredu že izbirni predmet in še 2 dela za predmetno stopnjo in za razredno stopnjo krožka, ki bo ta aktivno delala kar nekaj let po vsej verjetnosti. Te veste, čebela združuje tako krajane, tudi krajani so zelo zadovoljni, ker ko smo postavljali, so se ustavljali in nam čestitali, da smo prišli zraven pri svojem čebeljnjaku. Občina Laško je odstopila zemljišče za postavitev novega čebeljaka, ki je tretji učni čebeljak v Laški občini. Občina Laško že kar nekaj let uspešno sodeluje z Čebelarskim društvom Laško in posledica tega skupnega tvornega sodelovanja je prav gotovo so 3 šolski čebeljaki, ki v tem trenutku delajo v Laškem oziroma v občini Laško in pa seveda tudi naziv, ki smo ga dobili že drugič, prvič smo ga dobili leta 2013. V lanskem letu smo bili zopet uspešni in smo pridobili naziv, smo dosegli 2. mesto med občinami prijazne čebelam, na kar smo izredno ponosni in nekako nas tudi to navdaja z nekim priznanjem, da je občina Laško skupaj s Čebelarskim društvom Laško na pravi poti. Nove pridobitve so se izjemno razveselili tudi v Čebelarskem društvu Laško, kjer na ta način skušajo v svoje vrste privabiti čim več mladih. Čebelari v Laškem smo precej zelo aktivno društvo. S temlem projektom, ko smo ga zadnje pol leta gojili pa pripravljali in katerega bo danes utvoritev, zaključujemo eno fazo aktivnosti, mogoče bo kakšna malo počitnic, računamo na kakšne prireditve, predvsem otroške v Laški občini, ki se zelo pogosto in vsakoletno dogajajo, zdaj zaradi korona so te stvari malo omejene, ampak kljub temu naslednjo leto praznujemo 120-letnico in bomo začeli po dopustih s pripravami, ker bi tudi svojo obletnico, častitljivo 120-letnico delovanja rad dostojno proslavili pa se malo pokazali tudi širši javnosti. V Laško čebelarsko društvo je trenutno včlanjenih okrog 80 čebelarjev, v občini pa je trenutno med 1000 in 1500 panjev čebel. Trenutno sem kar dobro zaseden tudi po področjih čebelami, tako da to vpraševalni servis se praktično godi lahko po celi občini. Ponekod so malo bolj na gost naseljeni, predvsem tle v centru mesta, v centru Laškega, na podeželju bi pa rekel, je pa ravno prav. Medeni izdelki so v Laški občini tudi pomemben del turistične ponudbe. Da se prav tako naša podjetja, kot je Termana Laško, Rimske terme in ostali, zelo dobro vklapljajo v samo ponudbo iz čebeljih, iz medenih produktov in mislim, da nekako nam skupaj, če se še bolj povežemo tudi na vseh ostalih področjih, kjer je pač možen, mislim, da se nam
piše kar lepa bodočnost. Sej pravijo nekako, da dokler bo čebele, bo tudi življenje, ne? In jaz mislim, da vsak tisti, ki nekako gleda vsej malce naravno ali pa za neko perspektivo, zeleno perspektivo v bodočnost, bi verjetno v svojem življenju postavil kakšen pan. V kulturnem programu ob otvoritvi novega čebelnjaka so nastopili učenci osnovne šole Rimske Toplice. Minulo soboto so v središču Celja postavili stojnice tradicionalne tržnice Podeželje v mestu. Tudi tokrat so lahko obiskovalci mestnega jedra izbirali med ponudbo izdelkov s kmetij, poskusili medene dobrote, kupili ročno izdelane copate ali izdelke domače obrti. Organizatorjem je šlo na roko tudi vreme, ki je k obisku stojnic privabilo številne Celjane in okoličane. Tokrat se je na Podeželju v mestu predstavilo okoli 30 različnih ponudnikov, ki so znova poskrbeli za pestro izbiro izdelkov. Ponujamo ekološke stvari, se pravi domače rezance z domačimi jajci, domačo moko, ki jo sami na kmetiji tudi proizvedemo, domača jajca, imamo svoje kure, skutino pogačo, domače kekse, različne vrste, se pravi pira, polbele, beline, kot ste lahko videli tudi domačo ekološko zelenjavo. Danes imamo zraven vse naše lončarske proizvode, vsi proizvodi so za uporabo, gre za tradicionalno keramiko, ki se uporablja za gospodinjstvo, za uporabo za peko in postrežbo. V ponudbi imamo čaje, čajne mešanice, zelišča, marmelade in pa lesene igre jenga. Imamo tudi domače mizarstvo, tako da se z možem usklajujemo pri delu. Že sam namen tržnice Podeželje v mestu je, kot pravijo pri organizatorju Zavodu Celeja, v urbanem okolju predstaviti domače obrti, delo na kmetiji, ponuditi prodajo pridelkov s kmetij in izdelkov rokodelcev, hkrati pa poskrbeti tudi za predstavitev turističnih in ekoloških kmetij. Vsak od ponudnikov pa sabo prinaša še svojo zgodbo. V pridelavo industrijske konoplje smo šli zaradi bolezni moje mame in mojega sina. Nam je precej pomagala in potem smo še razširili ponudbo na prostorastoča zelišča in zdravilne rastline. Letos je tudi bezgova metka prejela zlato priznanje na dobroti slovenskih kmetij. Srebrno pa konopljin čaj pa vedno dobre misli. Tako da dobimo neke vrste potrditev za svoje delo, za svoj trud in čaji so res dobri, no? Lončena posoda je zelo dobra za peko, hrani da boljši okus, ohranijo, bom rekel, okusnejšo. Bilo je v nekem obdobju povpraševanje zelo veliko po teh pekačih za peko kruha, glinenih pekačih s pokrovom, potem pa veliko povpraševanje po tej naši tradicionalni posodi za peko kolačev. Glede na to, da zdaj vsi vemo, da prihaja nekakšna inflacija, se je naša prodaja sploh na trgu, kjer vsako soboto redno obiskujemo, dejansko povišala. Mi cen nismo zvišali, ker mislimo, da se je ekološka hrana nekaj naravnega, kar vsi potrebujemo za neko preživetje. Se pa z veseljem udeležujemo takšnih ekoloških stvari, ki so pripravljene v mesto. Vsakič na Podeželju v mestu ponudijo tudi prikaz kakšnega starega običaja in skušajo zanj navdušiti zlasti mlade. Ustvarjamo tole iz kožuhinke, to je od koruze, te tpirje, in delamo lahko predpražnike, ampak za en predpražnik je treba spletiti od 30 do 40 metrov tako kito in pa se to sešije skupaj, pa se pol zmoč, pa se pa lepo da sešiti, pa da se fajn oblikuje. Delajo se pa razni klobuki tudi. Za klobuke je tudi treba imeti enih 50 metrov, to pa mora biti bolj tanka kita, pa se pa to obreže, pa se oblikuje v klobuk. Pa ga pa posušiš, lahko ga okrasiš s trakom, s kakim naravnim gumbom ali karkoli. To so pa razne košare, lahko damo pol noter
karkoli je, radne ovčke ali karkoli je. Zaradi omejitev, ki trenutno veljajo, so lahko organizatorji tokrat na podeželju v mestu ponudili le tržnico, a vsi upamo, da se bo dogodek, ki je ponavadi tudi poln dogajanja na odru in ob tržnici ponuja še kulinarične dobrote, že jeseni lahko odvil tako kot v preteklosti. Konec tedna so v Celju pripravili 5. knežjo tržnico piva. Tržnico so pred 5 leti prvič postavili v atriju Celjskega mladinskega centra, lansko leto pa so jo prvič izpeljali na celjski mestni tržnici. Obiskovalci so lahko na tržnici poskusili različna slovenska kraft piva, organizatorji pa so poskrbeli tudi za ustrezno kulinarično ponudbo in dobro glasbo. Na mestni tržnici Celje so minulo soboto v sklopu razširjene ponudbe že drugič gostili knežjo tržnico piva. Predstavilo se je 6 slovenskih kraft pivovarn, poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in glasbo. Jaz sem vesel, da smo lahko ta dogodek speljali, kljub situaciji, kakršna je. Vreme nas vedno spremlja dež, zato da ni udeležencem prevroče. Letos prinaša 6 bolj lokalnih mikropivovarjev. Tako je namen knežje tržnice piva, da predstavi, se pravi Celjanom, mikropivovarje slovenske. Tako kot vsako leto ponavljam, imamo v Sloveniji odlična piva in tle je možnost, da ljudje probajo na enem mestu več različnih piv. Knežja tržnica je letos potekala 5. zapored. Njena zgodba se je začela v atriju Celjskega mladinskega centra, leta 2018 pa je dobila novo lokacijo na glavnem trgu. Sedaj so se selili na tržnico. Prestavili smo se iz glavnega trga na tržnico iz več razlogov. Eno je streha, urejene sanitarije, še vedno smo v centru mesta, lokacija je super, na Prešernovi lahko parkirajo tisti, ko ne morejo priti peš. Tako da odzivi, tako sem rekel, so pozitivni, zato delamo naprej. Trenutno pa je tako, ljudje še čakajo, jaz si predstavljam, da vedno se začne nekje po 5. uri, tista gneča. Tako da upam sam, da bomo epidemiološko zvozili stvari, kar se piva tiče, me pa ni strah. Organizatorji so bili deležni obiska tudi inšpektorja in policistov, a bojazni ni bilo, saj so delali po vseh zapovedanih navodilih. Se pa pivo in kultura pitja predvsem po zaslugi mikropivovarn spreminja tudi pri nas. Vse več je namreč zahtevnih strank, ki točno vedo, kaj hočejo. Mikropivovarji, saj tisti, ko se znajo iti, ko vejo, kaj delajo, postavljajo, si upam trditi, pivo ob bok vinu. Se pravi, imamo različice okusov, različice stilov in tudi, kot smo že sami probali in preizkusili, lahko parira oziroma spojimo tako kot pivo pa hrano, lahko spojimo vino pa hrano in bi lahko tudi peljali 6-hodni meni s pivom, čist, brez težav. Velika prednost celjske tržnice je, da dogodek še vedno poteka na prostem, a vseeno pod streho. S tovrstnimi dogodki pa zapolnjujejo tudi praznino na tržnici, potem ko branjevke pospravijo svoje dobrote. Predvsem smo razmišljali v tem stilu, da moramo nekako zapolniti prazen prostor, ki se dogaja po osnovni tržnični dejavnosti. Bilo je dosti nekih idej, zedinili smo se da bi se nekako našli v tem, da naredimo razširjeno ponudbo na tržnici. Trenutno gre za že drugo takšno dejanje in sicer lansko leto smo uspešno izpeljali tržnico piva. V tem stilu na tržnici razmišljajo tudi naprej, saj bi še s kakšnim dogodkom radi zapolnili popoldanske praznine. Predvsem petke in pa sobote. Tle sledilo bo tržnica džina, imeli bomo tudi kulinarične dejanja in se pravi tudi vinoljubci in pivoljubci bodo prišli na svoj račun. Za časa martinovanja želimo tudi izpeljati en nekako dogodek, pa tudi nekako leto zaključujemo potem z enim festivalom penin oziroma in pa toplih napitkov. Tudi sobotna knežja tržnica piva je uspela, saj je štajerske kraft pivovarje obiskalo ogromno pivoljubcev in predvsem Celjanov, ki smo že pogrešali tovrstna druženja. Knežjo tržnico piva so soorganizirali Simbio z mestno tržnico Celje, Klub študentov občine Celje, MCC Kavarna in Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje.
Atleti in atletinje celjskega Kladivarja so na članskem državnem prvenstvu v Kranju osvojili 26 medalj. Člani Kladivarja so bili najboljši v 12 disciplinah. Po 2 zmagi sta celjskemu klubu pritekla Vid Botolin, ki je zmagal v tekih na 1500 in 3000 metrov, ter Klara Lukan, ki je bila najhitrejša na 3000 in 5000 metrov. Gledano generalno prvenstvo v Kranju ni postreglo z večjimi presenečenji, niti ne z ne vem kako vrhunskimi rezultati. Naslednje je vplivala generalno slabša pripravljenost naših atletov na začetku sezone, nekoliko tudi neugodno nedeljsko vreme. Nobenemu od slovenskih atletov v Kranju ni uspelo izpolniti olimpijske norme. Pri celjskem Kladivarju so lahko 26 osvojenimi medaljami, od katerih je skoraj polovica, 12 zlatih, nedvomno zelo zadovoljni. Celjani so potrdili svojo trenutno prevlado na srednjih in dolgih progah, saj je njihova letošnja okrepitev, Klara Lukan, slavila v tekih na 3000 in 5000 metrov. Vid Botolin je bil najhitrejši na 1500 metrski razdalji, trojno celjsko zmago pa smo videli v teku na 5000 metrov. S časom 14:30:64 je zmagal Jan Kokalj, za njim sta se na stopničke uvrstila še Jan Brešan in Matija Rizmalj. Luka Janežič je s časom 46:65 pričakovano slavil v teku na 400 metrov. Na isti razdalji z ovirami je bil najhitrejši Matic Jan Guček. Samo en skok na 4 metrih je za naslov prvakinje v skoku v palici zadostoval Tini Šutej, ki zaradi bolečin v tetivah na preostalih višinah ni skakala, saj jo že jutri čaka nastop na mitingu Diamantne lige v Firencah. V ženskem delu celjske ekipe sta se izkazali še Hana Urankar z zmago v metu diska ter Lea Haller, ki je bila najhitrejša v teku na 1500 metrov. Pri moških je zmagal še Jurček Korpič-Lesjak v metu kladiva, najboljša pa je bila tudi moška štafeta v teku na 4x100 metrov. Najboljši slovenski atleti bodo konec tedna nastopili na ekipnem evropskem prvenstvu v bolgarski Stari Zagori. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, razmeroma pogosto se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. V petek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bodo še krajše plohe ali nevihte. V soboto bo več sončnega vremena, popoldanske nevihte bodo manj verjetne. Hvala, ker ste bili v naši družbi, spremljali ste dogodke dneva. Nasvidenje.